Celjski škof Stanislav Lipovšek o pomenu in praznovanju največjega krščanskega praznika. V Drešini vasi na Frankolovem ohranjajo stare velikonočne običaje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško v Mariboru do 12. naslova pokalnih prvakov. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, saj kristijani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Velika noč je premakljiv praznik, ki ga praznujemo na prvo nedeljo po prvi pomladni polni luni. Na velikonočno nedeljo so tudi v številnih cerkvah na Celjskem pripravili velikonočna bogoslužja, ponekod tudi z vstajenskimi procesijami. Današnjo praznično informativno oddajo začenjamo z velikonočno poslanico celjskega škofa Stanislava Lipovška. Danes je drugi praznični dan, velikonočni ponedeljek ali prvi dan velikonočne osmine, ki je neke vrste odmev včerajšnjega praznika Velike noči in obhajanje tega osrednjega dogodka človeške zgodovine in tudi naše vere, dogodka Kristusovega vstajenja. Vemo, da to ni bila preprosta vrnitev nazaj v življenje, ampak Jezus s svojim vstajenjem začenja novo obdobje človeške zgodovine. Tisto obdobje, ko se uresničuje njegov načrt odrešenja in svet in človeštvo nezadržno vodi po valovih človeške zgodovine v smeri novega neba in nove zemlje. Današnji praznik ima ime, domače ime Emaus. Dobil ga je po današnjem evangeliju, ki opisuje zelo zanimiv dogodek srečanja dveh Jezusovih učencev s Kristusom stalim Gospodom na samo veliko noč. Kaj se je zgodilo? Ko so Jezusa križali in je potem v velikonočnem jutru od mrtvih vstal in so se raznesle te govorice in je bila močna negotovost in zmeda med Jezusovimi učenci, kaj sedaj, rekla sta najboljše bežati. Najbrž sta imela kakšne sorodnike na deželi in sta bežala v bližnji trg Emaus. Tako sta bila zavarovana v te dogodke in medsebojne pogovore, da nista niti opazila, ko se je približal in se je pridružil neznanec, ki se je vpletel v pogovor. Ko sta ga malo poučila, kaj se dogaja, je on povzel besedo in začel govoriti, kako je bilo to vse potrebno, da se je to spolnilo. Rečeno je samo to, da je bil tako prijetno poslušanje, da jim je srce začelo goreti in so hitro prišli kraj, kamor so šli. On se je delal neznanec, da gre dalje, pa sta ga povabila, Gospod, ostani z nama, gremo na pijačo, in so res sedli v gostišče in tam je vzel ta neznanec v roke kruh, ga blagoslovil, razlomil in sta ga spoznala. Bil je Kristus, stali Gospod. Kaj pa zdaj? Ob srečanju z njim, on jima je izginil, sta rekla nazaj. Takoj sta še isto uro po noči vrnila nazaj v Jeruzalem, odkudar sta prej zbežala. In sta povedala svojim kolegom in prijateljem, ja pa je res, midva sva ga srečala, midva sva govorila z njim, midva sva doživela njegovo navzočnost in bližino. In tako se je to potem nadaljevalo, ko se je Jezus srečeval po veliki noči s svojimi učenci in jim dajal še zadnja navodila, vse do binkošnjega praznika, ko jih je z darovi Svetega Duha usposobil, da so začeli nadaljevati oziroma uresničevati njegov načrt odrešenja. Današnji praznik je dela prosti dan, hvala Bogu, naj bi pa ga uporabili za medsebojne obiske in voščila, kar ni bilo možno mogoče pred prazniki ali včeraj. Zlasti smo nagovorjeni krstni botri in birmanski botri, da bi se spomnili naših varovancev, ki smo jim postavljeni za zgled in spremstvo na poti življenja. Saj se mi sami spomnimo, da smo veseli, če nas je botr ali botra obiskal ali obiskala s kakšno pozornostjo, tudi z dobro besedo, dobrim zgledom. Vse to je vključeno v to lepo velikonočno praznovanje. In to se nadaljuje vse do Bele nedelje, to je osmina, in potem še cel mesec do binkoštnega praznika, ko se ta velikonočna skrivnost uresničuje. ne samo v besedah, ampak Bog daje tudi v našem življenju, da bo ta luč osvetljevala nas in
po nas tudi svet, v katerem živimo, za bolj varno in srečno sedanjost in tudi svetlo prihodnost, ki si jo vsi želimo. In to je tudi znova moje velikonočno voščilo in najboljše želje vsem, ki ste sedaj z nami. S praznovanjem Velike noči so povezani številni običaji. Eden najbolj razširjenih je barvanje velikonočnih jajc in pripravljanje velikonočnega žegna. Običaje ohranjajo po številnih krajih in vaseh naše regije. V Drešini vasi so tako že 13. leto zapovrstjo pripravili razstavo velikonočnih dobrot. Na Frankolovem pa so v tamkajšnjo cerkev ob blagoslovu velikonočnih jedi postavili še jajco velikanko. Takole so pisanico velikanko, ki v višino meri 1,5 metra, postavili v cerkev svetega Jožefa na Frankolovem. Na njej so letos člani prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo upodobili 3 domače kapele in svetega Ambroža, zavetnika čebelarjev. Izdelava takšne pisanice ponavadi vzame mesec dni časa. Za poslikavo poskrbi član prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo Igor Rotar. Na Frankolovem so sicer že vrsto let znani tudi po izdelavi butar velikank. 2 so pred vhodom v cerkev postavili na preteklo cvetno nedeljo. Pisanico velikanko pa so v cerkev prinesli ob blagoslovu velikonočnih jedi. K žegnu so tako domačini prinesli tradicionalne velikonočne dobrote. Naj bodo zdravi in tvoji verni, ki se veselijo tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ veliko laja. Kar je že tradicionalno, to je pač šunka, kar ponazarja Jezusovo telo, polje kolač, ki ponazarja Jezusovo krono, pa so to treje žeblji, ki ponazarjajo te korenine hrene, ki ponazarjajo pribitje na križ. Pa so še pa, recimo, obvezno je še pa tudi 5 rdečih pirhov, ko ponazarja recimo njihovo rane, ki jih je prijel. In to je recimo osnova, bi naj bila osnova vsega takega žegna, ne. V Drešini vasi pa že 13 let gojijo tradicijo prikaza velikonočnih dobrot z naslovom Ko zacveti dren in zadišijo potice. Razstava v tamkajšnjem gasilskem domu, ki so jo pripravili prostovoljci, vsako leto postreže z zanimivim vpogledom v tradicionalne, pa tudi nekoliko modernejše različice velikonočnih jedi. Vsak začetek je težak, ne? Ampak recimo, ko ljudje enkrat vidijo, pa jim poveš, kaj pripravljaš, stremimo pa vsi za tem, da ohranjamo našo kulturno dediščino, pa kar so nam naši predniki pripravljali, zato še ohranjamo ta spomin. Letos je postne jedi in velikonočne dobrote znova predstavilo preko 40 razstavljavcev. Imam srečo ali pa mi je naklonjen tudi, da spoznam prave ljudi, ki imam neki vaščan, recimo, ko imaš vaščano in za tako razstavo je to premalo. Ni vsak pripravljen narediti in zato sodelujejo tudi večino iz vseh sosednjih vasi, bom rekel iz Petrovč, do Brišje vasi. Imam jih tudi tule iz Celja, Hodinje, Osrožne, iz Arslina, pa so tam iz Dobrišje vasi, iz Ljubnega ob Savinji. In to pa združujemo tak skupni projekt, ko recimo, bi rekel, podobno misleči, radi nekaj ustvarjamo, pokažemo, smo pa veseli, pa tudi še pridejo ljudje to pogledati, ne, za naš trud. Na razstavi pa je prvič sodelovalo tudi Društvo Ukrajincev v Sloveniji, kjer imajo podobne običaje kot pri nas. Razstava je v teh dneh privabila številne obiskovalce, zato v Drešini vasi obljubljajo, da bodo tudi v prihodnje poskrbeli za ohranjanje tradicije. Tako ob Veliki noči kot ob Božiču, ko vsako leto pripravijo razstavo jaslic. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so 6. zapored, skupno pa še 20. v zgodovini kluba postali pokalni prvaki Slovenije. Na zaključnem turnirju v Mariboru so v polfinalu premagali velenjsko Gorenje. V sinočnem finalu pa so bili s 36 proti 28 boljši od Maribora. Priznanje za najboljšega igralca zaključnega turnirja je prejel kapetan celjskega moštva Luka Žižej.
Celjani so v mariborskem Taboru preko Boruta Mačkovška zadeli že v prvi akciji in tudi bolje začeli finalno tekmo ter z golom Blaža Janca povedli s 5-2. Po prvi mariborski minuti odmora so vijoličasti znižali na 5-4. Sledil je nalet pivovarjev, ki so po 10 minutah igre vodili že z 11-5. Mariborčani so po menjavi vratarja zaostanek znižali na 4 in skušali z igralcem več v polju, kar so Celjani znali kaznovati. Po 26 minutah igre je Celjan v mariborskem dresu Lucijan Fižuleto znižal na 16-13, kapetan gostov Luka Žvižej pa je postavil končni izid prvega polčasa 18-14 in to s strelom iz avta preko 3/4 igrišča. Mi smo se prvo maksimalno pripravili na tekmo, smo vedeli, da so včeraj prikazali vseeno lepo igro in smo vedeli, da če bi šli pač s podcenjevanjem, da bi se lahko opekli, tako da smo res igrali maksimalno in smo, mislim, da že na začetku pač vzeli stvari v svoje roke in smo pač pokazali, da smo favoriti. V začetku drugega polčasa se gostiteljem ni uspelo približati varovancem Branka Tamšeta, saj je razlika nihala med 4 in 5 zadetki, za Mariborčane pa je zadeval še en Celjan in sicer Matic Verdinek. Smo mogoče par minut, bom rekel, padli, ampak evo, na koncu smo se spet pobrali in bom rekel, lahko pripeljali tekmo do konca in seveda 20 lovorika nekaj najlepšega, no, ko osvojiš kaj takega. V 45 minuti je Žvižej prvič povišal razliko na 7, v zadnji minuti pa je Kristjan Bečiri, ki je še lani nosil vijoličasti dres, zadev za 36-28, kar je bil končni izid srečanja. Najbolj učinkovit igralec finala je bil z 10 goli Blaž Janc. Kapetan pivovarjev, ki so si za pokalno 20-tico umislili posebne spominske kape, je prejel tudi priznanje za najbolj koristnega igralca zaključnega turnirja. Kape nimam, imam medaljo, pokal smo dvignali, 20. zvezdica je v naši vitrini. To je bil en od ciljev te sezone, mi smo ga ustvarili, smo zelo zadovoljni. Ni bilo lahko, ampak ne glede na vse, treba bo seveda to zvezdico na nek način malce proslaviti, potem pa se maksimalno pripraviti za tisto, kar nas čaka in pred sabo imamo še en zelo pomemben cilj in to je sam vrh v ligi. V drugem polčasu polfinalne tekme z Gorenjem so imeli Celjani kar nekaj težav, ravno z njimi pa se bodo srečali na naslednji tekmi državnega prvenstva. Ta bo v sredo 26. aprila v Velenju. Ekipi sta na lestvici končnice za prvaka trenutno izenačeni. Tisto včeraj proti Gorenju ni naša prava luč, tudi se ne bi smeli dovoliti tak padec, mi bi mogli samo še pač stopnjevati igro, ampak ne vem, če pač razmišljam za včeraj, res ne vem, kaj je bilo, ampak evo, važno je pač prinesti pokal domov. Za navijaški dekor sicer ne najbolj obiskanega finala so poskrbeli celjski navijači Florjani, ki pa so se upravičeno hudovali nad organizatorji, ki so med samo tekmo vse skozi predvajali glasbo. Včeraj na tekmi z Gorenjem smo imeli probleme z desno stranjo zvočnika in ga nismo nikakor mogli ustaviti, ker zavija glasbo zvočnik med tekmo, ne med tistimi pavzami, ki so, ampak med samo tekmo, kar se tudi danes dogaja. In to nas moti, ker nikjer v Evropi, ne bo v Nemčiji, v Španiji, v Franciji, na Poljskem, na Češkem, kaj takega se ne dogaja, niti v Celju, ko je tekma, se mora glasba ustaviti. Po noči bodo padavine od severa zajele večji del države in do jutra prehodno večinoma ponehale. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše na jugu države. Hladneje bo, meja sneženja se bo ponekod spustila do okoli 900 metrov nadmorske višine, ob snežnih plohah lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 3 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.
V sredo kaže na zmerno, na vzhodu tudi pretežno oblačno vreme s kakšno popoldansko ploho. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki se bo v noči na četrtek še ukrepil. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in vetrovno. Hvala lepa za vašo pozornost. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.